Zdravo, dragi podjetnik, draga podjetnica. Danes še zadnji v seriji videov, kjer razlagam, kako doseči, da spletna trgovina lahko proda več. Torej, o tem, kako dejansko spletno trgovino optimizirati, da bo več prodala. Dala sem ti kar nekaj nasvetov, seveda to še ni vse. O tem, kaj bo prodala v tvojem primeru, se pa itak lahko še pogovorimo. Zdaj pa danes malo bolj taka kompleksna tema, na katero ni univerzalnega odgovora, in sicer kakšen način predstavitve izdelka je treba izbrati. V osnovi imaš pač na izbiro tekstovni, fotografski pa video način predstavitve, ne? In pa ful se uveljavlja že tudi kao ta 3D render sistem, ne? To so že malo bolj napredne stvari, o katerih v bistvu ne bom govorila, razen če bi ti bilo to interesantno, to rešimo individualno, ne? To so že pol res napredne tehnike in je tudi veliko stroškov, veliko časa, veliko truda v tem. Zdaj pa, gremo najprej od najbolj tipične. Najbolj tipična predstavitev je fotografsko-tekstovna, ne? Torej, ena lepa fotografija, pa zraven tekst, ki to podpre. Zdaj, tako sem rekla, to je čisto standardno, ne? Lahko pa poskrbiš, da tudi izstopaš izven tega standarda, če v bistvu resnično daš vsaj na arhivsko stran spletne strani, to je stran kataloga, torej ko so vsi izdelki prikazani, vsaj tam mora biti fotografija, ki res pritegne. Najbolj pritegnejo realne fotografije, stran s tvojim izdelkom. Seveda je vse odvisno tudi, kaj prodajaš, da pol oceniš, koliko je fotografija pomembna. Zdaj, če prodajaš žarnice, je fotografija glih ganz egal in jo samo pač poslikaš toliko, da se predstavi, ne? In jo v bistvu podpreš s tekstom, s tem, da v bistvu začneš z pravimi podatki, ne? Zdaj, če pa prodajaš oblačila, je pa seveda fotografija lahko zelo pomembna, ta arhivska fotografija še posebej, ne? Seveda, vedno pa glej, da sta grafični prikaz, torej fotografija ali video tudi, če se odločiš, mora biti vedno podprta s tekstom. Vedno, ful dobro. In kar se teksta tiče, moraš najprej izpostaviti, kaj je najbolj pomembno, kaj je posebnost tistega izdelka. Tudi če prodajaš oblačila, čisto vsako oblačilo ima eno svojo posebnost, ki jo daš v bistvu v kratek opis, ne. Ker zdaj predstavitev izdelka je sestavljena iz kratkega opisa pa dolgega opisa, ko govorimo o tekstu, ne. In kratek opis je tisti, ki mora pritegniti, ne. To mora pasti v oči, to mora človek požreti, da gre naprej stran gledati, ne. Torej, zdaj govorimo o strani izdelka, ko smo gor. Ko pa v nekih primerih, tudi oblačila so taka, je pa ful v zadnjem času prišla v ospredje uporaba videov. Zdaj pa drugače, to je super duper fajn, ne, da lahko z videom predstaviš svoj izdelek, ampak tehnično naletimo pa na eno tako ovirico, in sicer hitrost spletne strani. Na arhivski strani si definitivno video ne moreš privoščiti, ker bi bilo to preveč videov in bi bila stran tako počasna, da Bog pomagaj, in preden bi se sploh naložila, bi že vsi šli dol, ne. Če pa se odločiš ti video vseeno posnet, kar jaz to ful pozdravljam, še posebej pri teh res pomembnih takih stvareh, kjer je vizualna predstava resnično pomembna, res oblačila, obutev, take stvari naj bo z videom, je pa par pravil. Video naj ne bo daljši od enih 30 sekund, če pa že mora biti daljši, pa niti pod razno več kot 1 minuto, to je prvo. Kot drugo pa, video naj ne bo na vrhu strani, ampak naj bo spodaj, pol se pa uredi v bistvu, da polinkaš iz teksta v video, ne, torej s tekstom takrat ne pretiravaš, če imaš video predstavitev, fotografija mora biti, da pritegne zaradi arhivske strani, to mora biti, nimaš druge. Ampak mora biti spodaj in pol se uredi, da se video dejansko naloži takrat, ko pride človek na strani tako daleč, temu se reče lazy loading, in to pomeni, da v bistvu strani ne upočasnjuje, zato ker se ne naloži takoj, ko človek klikne na stran tega izdelka. Ja, to sta v bistvu dve pravili pri videih.
Definitivno ti pa takle, vedno, jaz sem na srce polagam, vedno izberi tisti način predstavitve, ki je najbolj smiseln za tvoj izdelek. Če prodajaš storitev, je logično, mislim, če ti prodajaš storitev, kot je, ne vem, coaching ali ne vem, ali neki, ne vem, svetovanje pač 1 na 1, je v bistvu video predstavitev waste of space na spletni strani, tako bom rekla. V bistvu tudi fotografija ni nekaj, kar bo storitev, kar bo spodbudilo nakup storitve, ne. Tako da v bistvu boh ne daj, če prodajaš storitve, poigraj se sama s kako Canvo, takimi stvarmi in naredi si to sama. To je res v bistvu pol nepotreben strošek, če fotografija ni zares pomembna. Spet druga pesem je pa, ko prodajaš, jaz imam vedno ta oblačila, ker oblačila so resnično pomembna. Lahko pa za fotografije rečemo tudi rože. Rože morajo biti, rože so res ena taka vizualna stvar. In roža mora biti zelo lepo poslikana, da pritegne, ne. Mora se videti cvet, orenk, mora se videti, koliko je velika nekako, da dobi človek občutek, ne. In kar se fotografij tiče, je tudi izredno pomembno, da so fotografije realne. Zdaj, največja napaka, recimo, ko prodajamo ko distribuiramo kake izdelke od tujih dobaviteljev, ne. Največja napaka, ki jo lahko narediš, je, da enostavno položiš na spletno trgovino njihove izdelke. Seveda, to v 99% firme delajo. Tak je, zato ker je to pač lažja pot. Lažja, cenejša, hitrejša in tako naprej. Res je. Ampak vseeno, če se le da, tudi če imaš take dobaviteljske izdelke, ti jih poslikaj tako, da bojo brendirani s tabo vred. Tudi na fotko, fajn je mogoče dati tvoj vodni žig, logotip, kaj takega, ne, to govorim zdaj res o spletni trgovini, samo da je tam, da je to dejansko nekako vidno, da je to res nekaj tvojega, ne. In tudi, če imaš ti dobaviteljeve izdelke, nič ne škodi, če jih ti brandiraš in na koncu izpadajo kot tvoji. In pa ne bojo govorili, da je, ne vem, Stok je nekaj naredil, ampak da si ti naredila, ne, to je pa tudi zelo pomembno. Pol pa še, tekst naj vedno podpre fotografijo ali video, ne glede na to, kaj je. Je pa res, da ko imaš video, si lahko privoščiš manj teksta in fotografijo samo, da naredi wow, ni pa potrebe, da zdaj se ful ustavljaš pri tem. Ok, to je to, kar se tiče tega. Seveda je še okrog tega ena cela Marija znanosti. Seveda o tem spregovorimo, oziroma jaz to zrihtam pač, če delamo spletno stran in spletno trgovino skupaj. Tako da, če si v tem, da iščeš nekoga, ki ti bo izdelal spletno stran, spletno trgovino, veš, da sem ti na voljo, lahko me pokličeš, lahko mi pišeš, pa bomo spregovorili o tem, kako spletno mesto bo dejansko tebe najbolj podprlo pri poslovanju. Bi te pa prosila še danes, v komentar bom prilepila eno povezavo do ene anketice in bi te super lepo prosila, če jo izpolniš. V bistvu gre za to, da me zanima, kako moje potencialne stranke, kako podjetniki na splošno razmišljate o spletnih straneh, o spletni predstavitvi in tako naprej. In v bistvu mi bo ful koristilo, da mi pomagaš. Tako da, jaz se ti ful zahvaljujem, če boš to naredila. Res je samo informativne narave, ni nič nekaj hudoprodajnega noter, da ne boš mislila, resnično je samo raziskava tega, kako razmišljaš. Tako da, hvala ti za vso pozornost v teh tednih in pa upam, da sem ti kaj s katerimkoli od nasvetov pomagala. Ajde, lepo bodi, čau.